V Trbovljah smo bili priča prav posebnemu dogodku z govornim naslovom 65 plus pa kaj. Dogodek je del širše pobude pod okriljem Andragoškega centra. Prvi izmed slovenskih dogodkov, namenjenih starejšim, se je odvil v Trbovljah pod vodstvom Zasavske ljudske univerze, kjer že vrsto let vključujejo čim širši krog ljudi, tudi tiste, ki pogosto ostanejo sami. Dopoldanski čas je bil namenjen delavnicam, omizjem in stojnicam. Zvečer pa je bila osrednja prireditev z gostom Nikom Škrlecem, ki je na svojevrsten način povezal vseživljenjsko učenje. Jaz mislim, da je učenje nekaj, kar je lahko ves čas z nami in nas ohranja vitalne, radovedne, bistre in je pravzaprav osnovna stvar za našo takšno in drugačno kondicijo. Vedno rad pridem sem, Zasavsko ljudsko univerzo je vedno super delati, ker so ljudje tukaj vedno iskrivi, vedno pri stvari in vedno pripravljeni za en stik in za to, da se nekaj lepega zgodi. Moram reči, da zelo cenim ljudi, tudi 65 plus, ki znajo živeti, ki znajo v teh letih najti tudi nove motive, nove dejavnosti, s katerimi se začnejo ukvarjati in ki kažejo, da je življenje tudi v teh letih še kako lahko bogato in v veselje vsem, ki ga znajo živeti. Prvo je to ljubezen do glasbe, to nas druži vedno in recimo glih danes smo slišali veliko o tem, ampak smo videli potem, da je to potegnilo in da je bila tista strast do glasbe res tista, ki nas je potegnila na to, da smo danes že v bistvu kar te tretjič ali pa te četrtič nastopali in da v tem uživamo, da nam je fajn, da delamo čuda z glasbo lahko. Na Andragoškem centru Slovenije smo vstopili v 5-letni projekt ozaveščanja za vseživljenjsko učenje in pa vse slovenske kampanje lahko.si. In ravno ta projekt odpira vrata pravzaprav vsem generacijam, v letošnjem letu pa še posebej starejšim, kakor smo danes priča na tem dogodku, starejšim od 65 let. To leto jih posebej nagovarjamo preko projekta, saj želimo jih tudi starejše ozavestiti, da je učenje potrebno za osebno rast, za boljšo vključenost v skupnost in s tem tudi za aktivno življenje in za dostojno staranje. In projekt tako prinaša preko spletnega portala, preko številnih objav na medmrežju in preko posebej dogodkov, veliko novega, veliko znanja, veliko priložnosti za povezovanje, soustvarjanje, izmenjavo mnenj, za dvig spretnosti, ki danes starejšim res pridejo prav, da lahko aktivno živijo svoje življenje. Dogodek smo naredili na pobudo Andragoškega centra Slovenije, zato ker so želeli s promocijskimi aktivnostmi spodbuditi starejše. Prijavili smo se na javno povabilo, bili zbrani in naredili res tak top dan za starejše in lep obisk, nasmejani obrazi, hvaležni ljudje, stiski rok nam povedo, da so bili zadovoljni in da je dogodek več kot uspešen.